Spoštovane svetnice in svetniki, spoštovani predstavniki občinske uprave, ostali prisotni, lepo pozdravljeni in dobrodošli na 16. seji občinskega sveta. Predlagam, da najprej ugotovimo sklepčnost. Prosim vas, da pritisnete zeleno tipko. Glasovanje poteka. Od 29 članic in članov vas je prisotnih 25. Ugotavljam, da je zbor sklepčen in da lahko začnemo delo. Prosim vas, da izklopite mobilne telefone. Rojstni dan so od zadnje seje praznovali Matija Podjet, Vojko Tonin, Mojca Jančeska Malovrh, Duško Papež, Jože Korošc, Robi Prosen in pa Marko Šarec. Iskrene čestitke. Na seji se je upravičil Duško Papež, da bo prišel z zamudo, ostali pa verjamem, da še pridejo. Prehajamo na potrditev zapisnika 15. seje občinskega sveta z dne 19. februarja 2025. Zapisnik je objavljen v gradivu številka 16. Ima kdo pripombo na zapisnik? Ne, potem ja, besedo ima Sandi Uršič, izvoli. Hvala za besedo, lepo pozdravljeni vsi skupaj v mojem imenu. Na prejšnji seji, na zadnji seji je bilo povedano, da vsi odgovori, ki ne bodo dani na seji, bodo v gradivu. Jaz sem pod točko o vodi dal kar nekaj vprašanj in v gradivu nisem našel odgovorov. Zdaj, zapisnik je povzetek tiste seje in v zapisniku je tisto, kar je bilo na tisti seji povedano in govorjeno, bo pa vse tisto, kar je bilo takrat izpostavljeno, obrazloženo tudi danes pri točki, ko bomo govorili o vodi, tako da bo v naslednjem zapisniku vse zelo jasno pojasneno. Ta zapisnik je pa od seje, ki je bila tam govorjena. Tako da prihajamo na glasovanje o naslednjem sklepu. Občinski svet sprejme zapisnik 15. seje občinskega sveta z dne 19. februarja 2025. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 25 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je zapisnik sprejet. In prihajamo še na potrditev zapisnika 10. dopisne seje občinskega sveta, ki je potekala od 2. aprila od 10. ure do 4. aprila do 10. ure. Zapisnik je objavljen v gradivu številka 16. Ima kdo pripombo na zapisnik? Ne, potem prehajamo na glasovanje o naslednjem sklepu. Občinski svet sprejme zapisnik 10. dopisne seje občinskega sveta, ki je potekala od 2. aprila od 10. ure do 4. aprila do 10. ure. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 26 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je tudi ta zapisnik sprejet in prehajamo na dnevni red. Predlog dnevnega reda je objavljen v gradivu številka 16. Ima kdo predlog za razširitev? Ne, za hitri oziroma skrajšani postopek. Za razširitev. Izvoli, Sandi Uršič. Ja, hvala za besedo. Jaz sem v petek po mailu poslal dva predloga za razširitev, ne razrešitev, pardon. Eden je bil, da se občinski svet seznani z odgovorom gospoda Tomaža Šleglu, drugi pa seznanitev z darilno pogodbo za parcele številka 212/6, 213/2 in 499/4, vse kao 1894 godič in dogajanjem na parcelah, odkar so v lasti občine. Včeraj pozno popoldne oziroma že skoraj zvečer sem dobil odgovor, da razširitev ni možna, ker predlogu ni bilo priloženo gradivo. Ne vem, na kakšen način bi jaz priložil gradivo, ker nimam te darilne pogodbe. Darilno pogodbo imate na občini in pričakoval sem, da se bomo seznanili z njo, ravno zaradi tega sem dal to pobudo. Hvala. Hvala. Zdaj, Kristina, prosim za obrazložitev.
Se upravičujem, očitno treba spet sistem še enkrat zalaufati, ker teli mikrofoni ne delajo. Kot je bilo pojasnjeno pač v odgovoru, je predlog za razširitev mora vsebovati pač gradivo in mora biti pripravljeno v skladu s poslovnikom. To pomeni, da je priloženo gradivo, da so ustrezne obrazložitve in tudi predlagan sklep. Seveda vi tega niste mogli predložiti, ker to mi imamo, ampak to potem ni predlog za razširitev, ampak pobuda za uvrstitev točke, ki jo pa pač v zadnjem trenutku nismo upoštevali. Hvala. Hvala, zdaj lahko bomo potem razpravljali na en izmed prihodnjih sej, če bo podan predlog na kolegiju in bomo potem kot neko redno točko obravnavali. Ok, potem je, ima kdo predlog za hitri in skrajšani postopek? Besedo ima Kristina Zabavnik. Okay. Hvala za besedo. V imenu statutarno-pravne komisije se predlaga, da se predlog sprememb in dopolnitev statuta občine Kamnik obravnava po skrajšanem postopku, ker gre za uskladitev z zakonom. Hvala. Hvala. Želi kdo predstaviti stališče? Ne? Potem prihajamo na glasovanje o tem predlogu. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 27 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je predlog za hitri oziroma skrajšani postopek sprejet. Ima še kdo tak predlog? Izvoli, Kristina. Hvala. Predlagam še enako za točko predlog sprememb in dopolnitev poslovnika občinskega sveta občine Kamnik, da se obravnava po skrajšanem postopku, ker gre za uskladitev z zakonom. Hvala. Hvala. Želi kdo predstaviti stališče? Ne. Potem prehajamo na glasovanje še v tem predlogu za hitri oziroma skrajšani postopek. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 27 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je predlog sprejet. Zdaj jaz iz dnevnega reda umikam točko predlog sklepa o opustitvi javnega dobra. Ima še kdo predlog za umik? Ne? Potem ima kdo predlog za spremembo vrstnega reda? Ne? Potem pa prihajamo na glasovanje o dnevnem redu v celoti. Torej, občinski svet sprejme dnevni red 16. seje občinskega sveta. Glasujemo. Glasovanje umika? Ne, glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 27 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je dnevni red sprejet.